Dobrodošli na moj novi video. In sicer danes vam bom pokazal, kaj se je dogajalo z mojo Vespo. In sicer Frčomoto, to je trgovina z deli za mopede in skuterje, mi je poslal en paket. Kakšen je to paket, si pogledajte takoj zdaj. Potem pa si pogledajte, kako sem jaz svoje Vespo predelal. Na koncu pa si pogledajte razliko med navadnim prenosom in predelanim prenosom. Sem šel malo tiščat, pa da vidimo, koliko je kje razlike. A ja, pa za vse tiste, ki bi radi videli še več, kakor vidite tukaj na YouTubeu, kjer je free posnetek, joinite se, pridružite se mojemu kanalu, podprite moj kanal, podprite svojega najljubšega youtuberja Dinotja in s tem dobite prej videa, kakor ostali, pa ful več materijala, katerega ostali sploh ne vidijo. In verjamem, da ti ne bo žal. Hvala lepa za to, zdaj si gremo pa pogledat, kaj sem jaz ustvaril. A lahko sam povem, koliko sem jaz vesel. Zakaj sem vesel? Ker spet se je Frčomoto izkazal nenormalno, fenomenalno. Pazi to fora. Vespa GTS 300 HPE. Dobil sem take stvari, to bo zdaj tako predel, da glava peče. Prvo, kar bi vam rad pokazal, je malosi. Ni to neki čing šlang fang. To je italijanska tunerska hiša. Vsi, ki se kaj spoznate na mopede, skuterje, veste, kaj je malosi. Se pravi, Kevlarjev, ojačan, jermen. Pol tukaj smo eno tako lušno škatlico. Lej to lepoto. Kaj je to? Tole ti je zvon sklopke. Vidiš, tukaj ima še ta rebra za hlajenje. Se pravi, zvon sklopke. Gremo naprej. Red sponge filter, zračni filter, malosi. Nema čing šung šljang fljang. Pol gremo naprej, ko imamo tukaj. Fly sklopka. Malosi, prijatu. Ta sklopka gre v tale zvon in se oprime tega notranjega dela. To je fly sklopka, se pomeni, prav da z višjimi obrati motor oziroma skuter štarta. Gremo naprej. Oljni filter. Malosi, prijatu. Nije to čung šlang fang, ko smo rekli. Sprednje športne ploščice. Še enkrat. Malosi, prijatu. Ni to čing šung hang vlang. Kraljica predelave. Variomat. Malosi, multivar. Prav vse to komplet sem jaz dobil pri Frčomoto. To se pravi, če rabite dele, Frčomoto je za vas naslov. Jaz tole, ko mi čakam, da ugradim svoje Vespico, itak bom naredil video za YouTube, tako da boste vsi videli, kako to pač se dela. In ko mi čakam, da moja Vespica zaprede in gre bolj kakor je. Tako da hvala še enkrat Frčomoto za te lepe, dobre, malosi, ne čung šlang stvari. Hvala. Ok, zadeva je taka, prestavil sem Vespo v moj tale kotiček, kjer šraufam, ker je mrzlo že, ker meni ne paše šraufati, ko je mrzlo. Sem rekel, da sem dol. In kaj je pol problem? Ni svetlobe, ne morem dobro posneti. Tako da sem odprl vrata, pa na toplem sem in je neko umestno stanje. Ampak nima veze, zdaj bomo začeli s tem, da moram dati dol tole stransko poličico. Pred tem moram dati tablico dol, da lahko dostopam do tega tukaj segmenta. Glej, zlagal bi se, če ne bi si pomagal z Googlom. Hvala Bogu, da obstaja internet. Včasih, ko sem šraufal kot mulc, ni bilo interneta in si dejansko moral zlomiti stvari, da si ugotovil, kako gre dol. Zdaj smo končno prišli do filtra, pa do prenosa. Treba malo tole spihati, pa spucati, kar si naredil okoli. Tukaj dejansko prenos zajema zrak, da lahko hladi noter, jermen, pa vse te dele. Jaz šraufe kar rad dam nazaj na isto mesto, zato da vem, kje so bili, če ne, pol je vedno problem s tem. No, pa smo prišli do prenosov, se pravi zvon sklopke, pravice, kako je moder, se pravi je bila oranž temperatura, potem noter je sklopka, jermen pa variomat. Se pravi sklopka je nova, dobesedna. Vedno jih postavljam tako pravilno, zato kada dajem nazaj skup, da vem točno, ker tukaj sta dve podložki, ena je tanjša, ena je debelejša in ne vem, če bi bilo fajn, da to zamenjam narobe. Še ena podložka.
Jermen, tale jermen je dolg 10.000 km čez, oziroma če dobro pogledam. Originalen jermen, malosi jermen, pa da vidimo razliko. Veš, tako, ko sem ga prvič dal ven, sem si rekel, pa vse je dober, nič mu ne fli. Vidiš ga, da je že trd. Ta je ful bolj elastičen. Bog ne dej, da ti nekje sred tam bos ne poč. Tako da ta gre v smeti. Tukaj imamo original zvon, tukaj imamo malosi zvon. Razlika med malosi pa tem je, da bi rekel po teži, da je ful lažji, ne. Mogo bi imeti vago za to, ampak malosi ima hladilna rebra tukaj. Gremo pogledati variatorje. Original variator, malosi variator. Tukaj so sledi od valjčkov. Valjčki so še v redu. Prav dobimo knjigico, nalepke dve velike. Nov sornik je malo debelejši, kakor originalen vidim. Prav smo dobili feder za sklopko. Še ne par nalepk za variator. Valjčki so 16 gramski, oziroma, kakor vidim, smo dobili dva para valjčkov. Lažje in teže. Tako da imaš ene 14 gramske, ene imaš pa 16 gramske. Če jih pa mešaš, imaš pa lahko 15 gramske. Se pravi, variator, valjčki, spet ena navodila, nalepka, sklopka, se pravi, tole je pa malosjeva sklopka, flywheel. In kar je prednost te sklopke je, da ima tukaj ta šrauf. In ti s tem šraufom lahko štelaš, daj ti prime sklopka. Ampak jaz bom za zdaj pustil to na sredini. Se pravi, tukaj prestavaš in pol premakneš tale tukaj zatič in pa je odvisno na koliko obratov ti prime. Vi veste, da sem jaz zadnjič kupil orodje pri Linkosu in itak da orodja nimam. Tako da zdajle se je tukaj malo tole zapletel, moram malo poklicati okoli prijatelje, mehanike, če imajo oni. To je po moje kakšen 37 ali pa kaj tazga. Pa problem je, ker v bistvu tukaj vzmet je tudi malo močnejša, kot je bila pri Energyju. Tako da tole treba kar upeti po moje dober, če ne ti lahko od fuka po domač povedan in se lahko še kaj zgodi. To je moj prijatelj Marko in sicer midva sva bila sošolca v mehankarski. Ne preveč zategen, da nas fukala. Pa pazi, tole je pod napetostjo, kaj je feder spodaj. Evo ga, ključ, eva. Si normalen, da je... Prim tle, no? Ne, to ga bo obrnil, ne bo šlo, no. Ni šans. Prim to, ka bo skočil ven. Ja, držim. Vizi, ajde. Evo pa namerator. Kaj sem jaz probal sam, tam se... Ja, se koji majstor. Marko Lukežič. Evo ga, bravo. Bravo, pa se matice, primi, pa lahko dvigni. Feder mino, ne? Ja, feder plus klopko. Evo ga, se pravi, tole daš ven, pa ta tulc tudi, veš ta tulc. To je ta vzmet, ne glej, nič ne rabaš vsega. Isto je. To daš sem not, sklopka. Ne, to sklopko ne raba več, zdaj pa to daj sem not, tako in to daj sem not. Hvala oziroma tole daj zdaj kontra. Tako je, ja. Če ne bi bilo, da jaz sploh ne vidim. In zdaj to sam noter daš. Takole. To. To je to. Dobre. To pa je to, prijatelj od mladosti. Vedno pride prav. Ajde. Ja, itak. No, zdaj bomo pa sestavili variator. Malo si upiše noter, da se da malo masti, ampak ironija je, da je to od polinja mast. Eni govorijo, da sploh ne rabaš masti, eni govorijo, da rabaš mast. Itak pa rabijo valjčki nekaj časa, da se ulaufajo. Če pogledamo zdaj tale malosi proti original, je ta ful bolj strm, kakor tale. To pomeni višji obrati, to pomeni tudi višja poraba goriva. Izbral sem 16 gramske, ker 16 gramske so za 300 kubikov, 14 gramske so pa 250 kubikov. Damo sliderje noter, spet takole. Se pravi, jermen naj bi imel oznako, naprej se vrti takole. Pokroj je pa kar sam od sebe odpadel. Sprav, tole je originalen filter, vidiš penca, gosta pena, tole je pa malosi filter in razlika med tema dvema filtroma sta, da je ta ful bolj porozen, v bistvu, da gre zrak ful lažji čez. Ta bolj puca, ta pa bolj zrak vleče. Čeprav zdaj, ko gledam, tale malosi ima po tej strani ful porozno, po tej strani ima pa ful bolj gosto.
Zdaj pa še damo tale pokrov gor. Alo, model, kam se tebi mudi? Da nisi ti kaj pozabil mogoče? Saj vem, da si zmatram, pa da bi čim rad prej končal. Ampak daj pomisel, nekaj si pozabil. Nekaj zelo pomembenega. Ne, tebi se mudi čim prej vse skup sestavta, ne? Filter spucan, pa damo nazaj še ta pokrovček. Ok, zdaj sem sestavil. Zdaj pa sem prižgal tesno, da vidim, če dejansko tole sploh špila. Bom pa na koncu še sestavil tiste zaključne letvice. Ne, ne pržigi! Joj! Kjera sem jaz budala? Jaz točno vem, kva sem pozabil. Glej, kva se je zgodil? Itak sem odlomil sklopko za jebo čist. Ful dober. Pozabil dati zvon, stari. Tukaj se je sfukal, tukaj se je sfukal, tukaj se je sfukal, pa sklopka je dobila luft. Ene take krogce je vam pometal, ker zvilu se skup. Zdaj pa mene zanima, grem do Lukišča, če se da popraviti. Bom probal rešiti sklopko, če ne pa novo. In evo, vidiš, trenutek nepazljivosti pa te košta 100 evrov. Ponovi vajo, sva rekla. Ufura. Tukaj je malo divje šlo. Ok, da vidimo, kva smo naredili s tole sklopko. Za kva tole zdaj plava? Tele pizdarice so nekje. Najbolj, da mi da to razdreva zdaj, to dava dol, pa pogledava. Polako, kad to zna odleti. Razfukal sem sklopko, prijatelj. Jaz sem sestavil brez zvona. Pa zdaj po moje sem šrofen cigar, pa... Brav, daj ven. Pa nisi ti džabe hodil v mehankarsko, prijatelj. Čist džabe se vidi. Jaz se džabe hodil. Se viš, to je čisto info. Aha, tukaj not. Tukaj not, da je prišel to. Tukaj not. Pa še, tale nima železa, tako da tole bomo mogli nekaj spalamuditi, če ne bo tole razfukal. Evo, najdel smo en star termostat, smo odrezali in evo ga original. Zdaj sem zbrusal in to je to. Evo, dali smo jih gor, to bo zdaj stal. Ok, zdaj, a to funkcionira. Zdaj veš, kako so to predelala. Tako. Sledja praksa iz prve. Dobre, to je to. Thank you very much. Dobro jutro, evo me. Celo noč nisem spal. Sanjal sem sklopko. No, zdaj je čas, da damo vespo ven, da tole stestiramo, da vidimo, ko se ta sklopka kaj obnese, pa moram pa še zamenjati sprednje ploščice. Ok, prižgal je. Neki čuden trese, ampak glej, treba se malo laufati vse skupaj, ne? Tako da ja. Ali pa jaz še nisem dolg časa prižgal tega, pa sem malo že pozabil, kako izgleda. Malo bom bremzo pritisnil zato, da malo, kako bi rekel, ulaufam tole lamelo. Zdaj že začel smreti. Ja, čuti se, da ni tako kot prej, nekega trese, zaganja se. Tako da vprašanje, če je to dobro. Cel motor ima vibracije. Prav uren ga trese, tako da ja, bo treba tole malo pregledati. Šel sem še enkrat do Markota, sva spet vse razdrla in sva prestavila fedrčke tako, da so bolj napeti. Zakaj? Vzmeti so se pretegnile in posledično so pakne drgnile ob zvonc in se je kolo vrtu. Ko sem to naredil,
smo dali gor, oziroma sem dal gor, sem se vozil in je Vespa normalno delovalo. Tresenje je zginilo in prime tako, ka mora parjeti, ne glede na poškodbe. No, čist na koncu vam bom pa pokazal dejansko razliko med navadnimi original prenosi in Malosi prenosi. Sam za ta posnetek sem kupil eno aplikacijo, katera meri hitrost od 0 do 100 oziroma do končne. Tako da počakajte do konca. A veš, kva bi bilo še fajn? Bremze sprednje zamenjati, če imamo že čas. Prvo, kar treba je dvigniti spreden kolo, ker ga je treba da dol. A veš, ka hočeš pač obrniti, da stoji tako, da lažje šraufaš, ampak ti Vespa ne pusti, ker gre kar sama v levo. Prav je treba navezati. Take izgledajo pa nove. V bistvu razlika med unimi pa telemi je, da ima tale več teh železnih delcev not. Tako da dejansko bolj primejo, bolj grabijo, se te bolj obrabljajo, pa tudi diske bolj žrejo, ampak zato tudi bolj bremzajo. To bi jaz moral odviti, kaj je bilo gor. Ajde vidimo razliko med original. Sprav 10.000 smo prevozili mase še za 20 €. Pa med Malosi. In kakor vidite, je razlika v materialu. Malo bomo tole vse skupaj spucali. Strgamo senzor za ABS. V bistvu bilo bi dobro tudi disk malo spucati, ker ponovadi disk se tudi, kako bi rekel, tako spegla in potem ne prime dober. In prišli smo do konca mojega videa. Upam, da vam je bil všeč. Namreč potreboval sem res veliko časa in truda, da sem vse skupaj to posnel, sestavil, zeditil in stestiral. Kakor ste videli, rezultat končni je skoraj 5 sekund hitrejši. Zgubili smo 1 km hitrosti pri končni, ampak smo pridobili 5 sekund do končne hitrosti. Zdaj tako, moje osebno mnenje, naredil sem mogoče 30 km z novim prenosom, opazil sem, da motor se dost višji vrti. Če ti dejansko bi rad čim več stisnil iz svojega skuterja, sploh če so to 50-70 kubični, se variator definitivno splača. Če si pa tako v letih, kot že jaz, pa ti dejansko ne pomenijo toliko sekunde, ampak ti pomeni, da manj pije, pa da se motor manj vrti, si pa dober tudi z original variatorjem. Jaz sam lahko rečem, da če hočete, se lahko joinate, podprete moj kanal in dostopate do še več
materijala in verjemite mi, da vam ne bo žal. Jaz se pa poslavljam in še enkrat zahvaljujem Frčo Mototu za podporo tega posnetka. Pa kaj ne rečem, bodite cool, lajkite, šerite, subscribite, pa se vidimo naslednjič.